Mariborska občina deli les za kurjavo. Bili smo v sadovnjaku, kjer sadje obirajo tudi tujci. Konec tedna zapirajo hotel Belvi na Mariborskem Pohorju. Pozdravljeni in vabljeni k ogledu dnevnika televizije Maribor. Mariborska občina je danes povabila občane, naj pridajo po les za kurjavo, ki je ostal po žledolomu. S tem bi pomagali ljudem, ki bi sicer po zimi ostali brez kurjave ali pa bi jo le težko plačali. Po les je prišlo kakih 50 ljudi, ki pa so na to odšli praznih rok in ogorčeni, češ da se vodstvo občine iz njih norčuje. Župan vabi vse, ki potrebujejo les za kurjavo na stav po žledu, da ga brezplačno prevzamejo. Tako se je glasilo sporočilo z občine. Kakve god so drve so v redu, 100% bo prav prišlo. Začetnega veselja pa je bilo kmalu konec. To se sramoto bašete. To bi mogli skuriti, ni da to prodajate. To letos ne bo gorelo. Drugo leto bo? Tudi težko. To se norčujejo se. To ni za kuriti. Nekatere pa bo razočaranje tudi stalo, saj so po les prišli z najetim prevozom. 60 km. Pa evrov na kilometr je to 60 evrov, pa kaj bom s tem? To ne moreš domov pelati. Ste pričakovali boljše? Ja, drva. Pričakovali so drva, les za kurjavo, narezana drva. To pa je lesni odpad, ki je bil po žledolomu pripeljan na kup in tukaj leži že pol leta. Prišlo in jeznih odšlo je kakih 50 občanov, peščica pa jih je svoje prikolice vendarle naložila. Vred je, kaj bolj šeko, pa nič. Zastojnje, vse vrede. Se bo dalo posušiti, se bo dalo kuriti? Da, se bo že skurilo. Prav takšne občane smo z tem, in tudi ne le občane Mariborske občine, smo s tem želeli nagovoriti oziroma jim s tem pomagati. In nikoli nismo predstavljali, kot da gre za drva, kot izgleda v Baumaxu. Občina bi ta les lahko prodala na javni dražbi, a se ga je odločila podariti, kar naj bi ji zaradi slabe kakovosti lesne biomase v režijskem obratu odsvetovali že pred meseci. Dobrodelna gesta bi tako lahko bila videti kot nabiranje volilnih glasov. Na občini te očitke zavračajo. V teh dneh se je začelo obiranje grozdja in drugega sadja. Večji pridelovalci zato vsako leto najamejo sezonske delavce. V Podravju so jih prek Zavoda za zaposlovanje iskali okoli 400. Pričakovali bi, da jih bodo med več kot 51.000 prijavljenimi brezposelnimi našli brez težav, a ni tako. Sezonska dela pri nas še vedno opravljajo tudi tujci. Med delodajalci, ki so zavod zaprosili za tuje delavce, je tudi Mariborska fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede. Trenutno jih je v njihovih sadovnjakih okoli 80 obiralcev, od tega 40 z Mariborskega zavoda, 20 jih prihaja iz Srbije. In zakaj tuja delovna sila? Delavec, ki je napoten iz Zavoda za zaposlovanje, včasih se obrne, oziroma ko vidi, kakšnih pogojih se dela, ko dežuje, ko je slabo vreme, ko je naslednji dan vse mokro ali tudi vročina, recimo kakšen dan. In potem se to število po naših izkušnjah nekje v prvem tednu prepolovi, od tistih, ki pokličemo, do konca pa mogoče ostane samo kakšnih 10% ljudi. Tako se jim je v preteklih letih že zgodilo, da so prav zaradi tega zamujali z obiranjem pridelka. Delavca, ki pa je pripeljemo iz Srbije ali kakorkoli drugod, pa ga imamo tukaj, ga nastanimo pri nas in potem, če recimo neha deževati sredi dneva, lahko gremo naprej obirati. Njihovo plačilo 2,2 evra na uro, poleg plačanih stroškov prevoza, nastanitve in delovnih dovoljenj, imajo 3-krat dnevno topel obrok. Mesečno tako zaslužijo od 500 do 600 evrov. U Srbiji sam bez posla i ovdje već radim nekoliko godina, 4-5 leta dolazim ovdje u berbu. Sviđa mi se, lepo je, odradimo posao i oko 2-3 mjeseca ostanemo ovdje i tako. Pa ovdje nam je mnogo dobro, prvi put zato sam i došla, zato što mi tu i sestra dolazi, zet, suprug, sin mi dolazio i sad sam i ja došla. O tem, zakaj Slovenija in ne Avstrija, kjer je plačilo višje, pa... Pa nisam pokušavao u Austriji da idem malo radi jezika. Res pa je, tako vodja posestva, da imajo dobre izkušnje tudi z našimi delavci. Je pa v Mariboru veliko več osipa, saj jih večina pride iz mesta. Veliko lažje je delodajalcem na podeželju, kjer ljudje že tradicionalno znajo poprijeti za težja dela.
Čeprav hotel Belvin na Pohorju zapirajo, lastniki pravijo, da le za 3 mesece, pa brez dela naj ne bi ostal nihče od tamkajšnjih zaposlenih. Lastniki Terme Maribor zagotavljajo, da gre le za racionalizacijo poslovanja in obljubljajo ponovno odprtje hotela na zgornji postaji Pohorske vzpenjače sredi decembra. Odločitev je toliko nenavadnejša, saj ne bi imeli poletno sezono polno zasedeno in od julija letos znova poslujejo pozitivno. Kljub temu pa v družbi, ki jo obvladuje ruski kapital, racionalizirajo poslovanje. In eden od ukrepov je tudi zaprtje hotela, ki naj bi zaradi bistveno manjšega povpraševanja jeseni vrata zaprl za 3 mesece. Trenutne goste pa bodo preselili v hotel Habakuk. Kar je neki upgrade, določena prednost, partnerji so obveščeni in nekje so temu naklonjeni, ker poslovanje številke kažejo, da pač ta del leta ni naš del. Pohodniki so razočarani s tem. Bo okrnjena že tako skromna ponudba na vrhu Pohorja, saj že zdaj gostinci nekatere priljubljene pohodniške koče odpirajo le še ob koncih tedna. Vsako leto neka agonija tam, že par let. Škoda, pogreb. To je pa slabo, ne? Katastrofa za Maribor. Hotel ne bi vrata ponovno odprl sredi decembra, medtem pa bo deležen prenove tudi na področju ponudbe paketov. Kljub zaprtju pa brez dela ne bo ostal nihče izmed 15 zaposlenih. Vsi zaposleni so prerazporejeni v okviru Terme Maribor, ohranijo delovna mesta in v bistvu potem, ko se hotel zopet odpre, zasedejo te pozicije, ki jih imajo. Sicer pa tudi v Termah Maribor ne skrivajo zaskrbljenosti ob grozečem stečaju športnega centra Pohorje. Ta bi namreč močno zmanjšal tudi obisk in zasedenost programov, ki jih ponujajo. Sinoči je nadzorni svet Nigrada za novo začasno direktorico imenoval Zdenko Radek. Dolgoletna Nigradova finančnica in računovodkinja bo podjetje vodila do imenovanja novega direktorja. Razpis zanj naj bi objavili v nekaj dneh. Nigrad je v zadnjih mesecih zamenjal že kar nekaj direktorjev. Potem, ko je v začetku avgusta po le nekaj mesecih vodenja odstopil Vladimir Krajcer, ga je na tem položaju začasno zamenjal dotedanji predsednik nadzornega sveta Iztok Fras, ki pa je odstopil prejšnji teden. Sladkogorska tovarna Paloma, ki je na državnem seznamu za prodajo, je te dni izbrala pravnega in finančnega svetovalca pri iskanju investitorja za dokapitalizacijo družbe. Izbrani sta bili tuji podjetji. Njuna naloga je predlagati in povabiti morebitne investitorje k sodelovanju in priprava dokumentacije v postopku dokapitalizacije. Paloma sicer po več letih končno posluje pozitivno. Leto 2013 so zaključili z dobičkom. Lani je v Sloveniji v revščini živelo 20 tisoč ljudi več kot leto prej in sicer kar 291 tisoč. Torej že vsak 6. Slovenec, kažejo podatki statističnega urada. Da se stiska ljudi iz leta v leto le poglablja, pa ne kaže samo suhoparna statistika. To opažajo tudi v humanitarnih organizacijah. Zdi se, da tega ne opazijo le vladajoči. Ti so se tudi danes ukvarjali predvsem sami seboj. Poglejmo. V državnem zboru so se pred matičnimi odbori predstavili prvi kandidati za ministre v vladi Mira Cerarja. Zaslišanja so uspešno prestali Karel Erjavec, Dejan Židan in Gorazd Žmavc, ki so bili ministri tudi v prejšnji vladi. Še vedno pa se predstavlja kandidatka za ministrico za delo Anja Kopač Mrak. V pristojnih odborih so želeli zaslišati še kandidata za finančnega ministra Dušana Mramorja in za ministra za pravosodje Gorana Klemenčiča, a sta se oba opravičila. Zaslišanja se bodo tako nadaljevala v ponedeljek. Slovenija pada na vseh lestvicah konkurenčnosti tudi zato, ker zadnja leta premalo vlagamo v infrastrukturne projekte, menijo na Gospodarski zbornici. Izračunali so, da so sredstva namenjena za investicije precej nižja kot leta 2005. Posledica pa je, da imamo slabo vzdrževane ceste, mostove in železniško infrastrukturo. Podjetje zato že opažajo izgubo naročil. Nas pa že tudi Bruselj opozarja, da moramo okrepiti investicije. Na slovenskih železnicah bodo nadaljevali zmanjševanje števila zaposlenih. Do konca leta 2015 bo njihovo število manjše za 754 ljudi, pri čemer pa ne bodo odpuščali, temveč predvsem upokojevali. Nadaljevali bodo tudi z notranjimi prezaposlitvami in zaposlovanjem perspektivnih mlajših delavcev, saj je povprečna starost zaposlenih na slovenskih železnicah okrog 50 let. S 1. januarjem pa bodo tudi plače zvišali za 3%.
Zdaj pa k drugim prijetnejšim temam. Na Prevaljah so ob 55-letnici bralne značke odkrili kip Krojačka hlačka. Prav na tamkajšnji šoli so namreč prvi začeli podeljevati priznanja za branje knjig v prostem času. Danes pa se za bralno značko vsako šolsko leto po vsej Sloveniji poteguje kar 73% otrok. Slovenski šolarji vsako leto v okviru bralne značke preberejo kar 1 milijon knjig. Rada berem in mi je všeč, da lahko to delim tudi z drugimi ljudmi. Ja, odločil sem se sodelovati za bralno značko, da bi potem v 9. razredu lahko postal zlati bralec. Pa fajn je, če si pohvaljen. Bralna značka se je rodila na tej šoli. Na pobudo takratnega ravnatelja in pisatelja Leopolda Suhodolčana in profesorja slovenščine Stanka Kotnika. Seveda smo na to zelo ponosni, spodbujamo učence k branju, želimo, da imamo čim več zlatih bralcev, torej učencev, ki vseh 9 let sprejmejo bralno značko. V projektu širjenja ljubezni do knjig danes sodelujejo skoraj vse šole v Sloveniji in zamejstvu. Vsako leto bere okrog 150.000 otrok od vrtcev do srednjih šol. Na to je ponosen tudi sin pisatelja, ki je branje približal mladim. Nočnik in Čalnik, Peter Nos in še posebej Krojaček hlaček, ki mi je bil zelo pri srcu, so res sliki, ki so ostali v slovenski mladinski literaturi in seveda, kar je še bolj važno, ostali so v srcih in zavesti mladih bralcev. Odkriti kip Krojačka hlačka bo mlade na Prevaljah še naprej nagovarjal, naj z veseljem vstopajo v pisani svet knjig. Tudi svet glasbe je še kako pisan in lep. To dobro vedo tudi obiskovalci festivala Maribor, ki se je pravkar končal. Festival klasične glasbe na nekoliko drugačen način, s povezovanjem različnih glasbenih žanrov ter brisanjem meje med klasično in popularno glasbo, se uvršča med 10 najboljših tovrstnih festivalov v Evropi. Sinočni zaključni koncert je sklenil svetovno priznani violončelist, tudi skladatelj Giovanni Sollima iz Palerma. 6-dnevno glasbeno dogajanje pa je bilo uglašeno na izhodiščno temo Ukradeno, kot razmislek, kaj je v umetnosti avtentično, izvirno, avtorsko. Nobena glasba, nobena umetnost ne nastane iz nič, nič ne nastane iz nič, ampak vedno iz nečesa, kar je bilo že, iščemo navdihe, vedno v nečem, kar je bilo že prej ustvarjeno. Ukradeno, izposojeno, prirejeno je v izhodišču razvijal letošnji in že stalni kreativni direktor Richard Tonjeti, ki je pripravil 3 koncerte. Posebnost festivala pa je tudi praizvedba skladbe, pisane po naročilu festivala, pri čemer nalogo zaupajo manj klasičnemu skladatelju. Letos je bil to džezovski glasbenik Marko Črnčec. V naši sredini se mi zdi zelo pomembno, da izpostavimo glasbenika, umetnika, ki je recimo v tujini dosti priznan, dosti poznan in cenjen, mogoče ga pa naše mesto malo premalo ceni in še sploh, da mu damo možnost, da ne samo da ustvarja na svojem področju, torej na džezovskem področju, ampak da kombinira z glasbeniki klasične glasbe. Lastna produkcija, inovativnost na področju organizacije in drznost v programu so odlike, ki festival klasične glasbe po oceni portala Culture Trip uvrščajo med 10 najboljših evropskih festivalov. Z združevanjem etablirane glasbe in popularnih žanrov v izvedbah vrhunskih glasbenikov festival pridobiva občinstvo ter poudarja pristnost v glasbeni raznolikosti. Sledi šport. Neznank na svetovnem košarkarskem prvenstvu v Španiji je vse manj. Sinoči smo v dvoboju ZDA Litva dobili prvega finalista. Presenečenja ni bilo. Za zlato se bodo borili Američani. Drevi bo še drugi polfinalni dvoboj. V Madridu se bosta zvečer pomerili Francija in Srbija. Finale bo v nedeljo zvečer. Tekma za 3. mesto pa bo na sporedu v soboto. Kar ni uspelo Rajmondu Debevcu in Živi Dvoršak, je uspelo Petri Dobravec. Na svetovnem strelskem prvenstvu v španski Granadi se je z zračno pištolo uvrstila v finale. Da je prišla v finale, je morala tekmovalka iz Železnikov odlično opraviti s kvalifikacijami. V njih je v prvi seriji zadela 97 krogov. Enak dosežek je uspel še v tretji. Z drugo in četrto, v katerima je ustrelila 96 oziroma 95 krogov, je dosegla drugi rezultat med 114 strelkami. Zbrala je 385 krogov in se zanesljivo uvrstila v finale. V njem pa je bila vse do konca v igri za bronasto medaljo. V finalu nisem nič kalkulirala. Enostavno probam narediti eno peno v glavi, odstreliti sam tisti strel. Zdaj, če mi roka dovolj, ker se toliko trese, da ustrelim tako, kot možgani hočejo, je super, če pa ne, pa pač ne. Ampak to, da sem prišla v finale, se mi zdi že čista zmaga.
Majda Ravšl je ustrelila 377 krogov, Mojca Kolman pa 371, kar jo je popeljalo na 41. oziroma 79. mesto. Ekipno je Slovenija osvojila odlično 9. mesto. Za državnim rekordom je zaostala za 2 kroga. Sem zadovoljna. Kar se pa Petre tiče, sem še posebej tista češnjica na smetano. Vsi smo veseli, ker to je tudi izenačen državni rekord. Sam nastop, v bistvu na prvem svetovnem prvenstvu, pa sem glede občutja skozi tekmo zadovoljna. No. Sam rezultat pa govori sam zase, kar pomeni, da sem zelo nezadovoljna, ampak gremo k novim zmagam naproti in to je bila res ogromna izkušnja zame. Današnji dan v Granadi je minil v znamenju strelk. Jasmini Maček, tekmovalki v trapu, sta odmevnejši rezultat preprečili prvi 2 seriji, v katerima je zadela po 22 glinastih golobov in bila uvrščena na 40. mesto. Živa Dvoršak se je pomirila z malokalibrsko puško v trojnem položaju, v katerem je zadela 371 krogov in osvojila 39. mesto. Jutri se bodo v tej disciplini pomirili še moški. Ameriško spletno podjetje Yahoo je objavilo dokumente, ki dokazujejo, da mu je ameriška vlada pred 6 leti grozila s plačilom kazni do $250,000 na dan, če obveščevalcem ne bo predalo podatkov o uporabnikih. Vlada je podatke zahtevala brez sodnega naloga, podjetje se je sprva upiralo in se pritožilo, vendar je sodišče vse pritožbe zavrnilo. Yahoo je lahko informacije o sodnem sporu objavil šele zdaj z dovoljenjem posebnega sodišča. V Milanu poteka neformalno zasedanje finančnih ministrov Evropske unije. Osrednja tema bo financiranje rasti. Ključne prioritete pri tem so med drugim spodbujanje boljšega dostopa malih in srednjih podjetij do kapitalskih trgov, spodbujanje financiranja infrastrukture in ojačanje vloge javnih finančnih instrumentov. Finančni ministri in guvernerji centralnih bank se bodo tudi seznanili z najnovejšimi podatki o razmerah na ekonomskem, finančnem in bančnem področju, ki niso spodbudne. Saj podatki za drugo četrtletje kažejo, da se je rast v Uniji upočasnila. Danes je stopil v veljavo nov sveženj sankcij Unije proti Rusiji, ki vključujejo nadgradnjo obstoječih gospodarskih omejitev na finančnem, energetskem in obrambnem področju ter razširitev seznama oseb kaznovanih z zamrznitvijo premoženja in prepovedjo potovanja v Unijo. Seznam oseb je dopolnjen 24 osebami vpletenimi v dejanja, ki kršijo ozemeljsko celovitost Ukrajine. Med njimi bodo predstavniki novega vodstva v Doneškem bazenu, vlade na Krimu ter ruski oligarhi. Nogometni stadion v Monroviji bodo v prihodnje namenili za 2 zdravstveni enoti v boju proti epidemiji ebole. FIFA je v sporočilu za javnost zapisala, da sodeluje s Svetovno zdravstveno organizacijo in bo pomagala pri ureditvi zdravstvenih enot. Prav tako bo pokrila vse stroške škode, ki bi lahko nastali na novo postavljeni zelenici stadiona. V Zahodnji Afriki je od začetka leta zaradi ebole umrlo že skoraj 2300 ljudi. V Liberiji, v kateri je zaradi te bolezni umrlo 1200 ljudi, pa močno primanjkuje mest za zdravljenje bolnikov. Sodnica je južnoafriškega paraolimpica Oskarja Pistoriusa spoznala krivega nenaklepnega uboja na Valentinovo leta 2013, ko je ubil svoje 29-letno dekle. V skladu z južnoafriško zakonodajo bi lahko paraolimpica za nenaklepni uboj obsodili na zaporno kazen do 15 let. Po pričakovanjih naj bi sodnica kazen izrekla v prihodnjih tednih. Sojenje 27-letnemu južnoafriškemu paraolimpicu, ki je zaslovel kot tekač s protezami na poletnih olimpijskih igrah v Londonu 2012, se je začelo 3. marca letos. Na njem je nastopilo skoraj 40 prič. Pistorius na sodnem procesu ni zanikal, da je streljal v usodni noči, vendar pa je zatrjeval, da je svoje dekle zamenjal za vlomilca. Tisoče 16- in 17-letnikov, ki bodo naslednji teden prvič volili, se je udeležilo največje televizijske politične razprave na Škotskem doslej. Ne glede na izid referenduma o neodvisnosti Škotske, se bodo ti najstniki vpisali v zgodovino. Prvič bodo namreč na britanskem otočju lahko volili z dopolnjenim 16. letom. Desetine radovednežev pa je lahko v teh dneh opazovalo medvedko z mladičkom, ki sta se igrala v eni izmed stanovanjskih četrti v Južni Kaliforniji.
Medveda se nanje nista ozirala in nadaljevala z raziskovanjem vrtov tamkajšnjih stanovalcev. Nadzorniki za divje živali so ugotovili, da je mladiček star le teden dni in da ga mati še doji. Tudi zato se niso odločili za njuno uspavanje in prevoz v gozdove. Ko sta se medveda najedla, sta se namreč sama vrnila nazaj v gore. V soboto bodo čez dan prevladovali oblaki, predvsem v notranjosti bo občasno še deževalo. Proti večeru se bo na zahodu države delno zjasnilo. Temperatura bo od 14 do 18, ob morju do 21 stopinj Celzija. Tudi v nedeljo bo precej oblakov in malo sonca. Nastajale bodo krajevne plohe. V ponedeljek in torek bo na zahodu delno jasno, drugod bolj oblačno. V ponedeljek bodo ponekod še manjše padavine. Zaradi obilice dežja bodo narasli vodotoki, zaradi namočenosti se bodo lahko sprožili tudi zemeljski plazovi. Dnevnik televizije Maribor je končan. Preživite lep konec tedna in nasvidenje v ponedeljek.